Lepo pozdravljeni na dogodku Evropskega partnerstva za inovacije AP Agri projektov. Predstavila vam bom projekt kroženja hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu na primeru govedarske kmetije. Vodilni partner tega projekta je Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Poleg nas v projektu sodeluje še 14 drugih partnerjev, od tega je 9 kmetijskih gospodarstev. Tematika projekta se nanaša na trajnostno rabo kmetijskih zemljišč, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjšanje emisij s pozitivnim učinkom na okolje, ohranjanje biotske raznovrstnosti in pa krožno gospodarstvo v smislu sklenjenega krogotoka hranil na primeru govedarske kmetije. Projekt se je pričel izvajati 15. novembra lansko leto in se bo zaključil novembra 2022. Višina odobrenih sredstev je dobrih 248.000 evrov. V okviru projekta želimo proučiti nekaj praktičnih problemov, in sicer, kot veste, se povpraševanje po hrani povečuje, razpoložljivih virov je vedno manj. V procesu predelave hrane se srečujemo z velikimi izgubami hranil in organske mase. Postopki in procesi na nivoju kmetije so pogosto neopredeljeni in neučinkoviti oziroma niso dovolj dobro dodelani z vidika 3 P-jev, planet, people, profit. Zaradi neustreznega menedžmenta rabe kmetijskih zemljišč prihaja do poslabšanja rodovitnosti tal. V zadnjih 10 letih se tudi srečujemo s podnebnimi spremembami, z dvigom temperatur in pa pomanjkanjem oziroma neustrezno razporeditvijo padavin. Podnebne spremembe in dvig temperature zelo neugodno vplivajo na počutje in zdravje živali. Velik problem za okolje predstavlja tudi emisija amonijaka in toplogrednih plinov in same spremembe v kmetijstvu vplivajo na manj ugodno biotsko raznovrstnost. Cilji projekta so sledeči. Želimo narediti popis in spremljanje kroženja hranil, organskih snovi ter učinkov gnojenja na 9 kmetijskih gospodarstvih. V okviru projekta bomo spremljali inpute in outpute z vidika trajnostne rabe kmetijskih zemljišč in izboljšanja rodovitnosti tal. Iskali bomo rešitve za učinkovitejše gospodarjenje s travinjem in povečanje biotske raznovrstnosti preko ustreznih načinov kmetovanja. Spremljali bomo mikroklimo hleva in pa emisije toplogrednih plinov v različnih sistemih namestitve in reje govedi, predvsem z vidika izboljšav ter blaženja podnebnih sprememb v kmetijstvu. Zanima nas mnenje potrošnikov in rejcev glede različnih sistemov reje in namestitve govedi in izvedli bomo diseminacijo rezultatov. Namen projekta se nanaša na učinkovitejše kroženje hranil in organske mase, na boljše poznavanje lokalne situacije na nivoju kmetije, doseganje boljše založenosti in strukture tal, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje mikroklime hleva in pa posledično bo to prispevalo k blaženju podnebnih sprememb. Boljše poznavanje različnih sistemov reje in namestitve živali ter krogotoka hranil je pomembno tako za rejce, kot tudi za kmetijsko svetovalno službo in raziskovalce. Pričakujemo, da bomo v okviru projekta prišli do boljšega poznavanja procesov kroženja hranil in organske mase, do boljšega poznavanja vhodnih in izhodnih komponent v različnih sistemih reje govedi, boljše poznavanje kakovosti in strukture tal ter nivoja humusa, poznavanje emisij toplogrednih plinov v hlevu za govedo v različnih sistemih, poznavanje mikroklime hleva glede na način uhlevitve živali ter zračnost hleva. Rezultati nam bodo služili za pripravo predlogov in pa izboljšanih procesov kroženja hranil in organske mase. Zanima nas tudi stroškovna, količinska in kakovostna analiza materialov, ki so primerni za kompostne hleve, in rezultati bodo služili za pripravo predlogov za izboljšanje sistemov reje in namestitve krav muznic, krav dojilk in mlade živine. Proučevali bomo pa tudi multifunkcionalno uporabo hlevov, predvsem na kmetijah, kjer imajo krave dojilje. V času pašne sezone so ti hlevi prazni in bomo proučili, kako bi se te hleve dali v času pašne sezone koristno uporabiti. Kar se tiče kroženja informacij, bodo rezultati prispevali k
temu, da bomo bolj spoznali potrebe kmetov na področju sisteme reje in namestitve živali. Prišli bomo do boljšega poznavanja stališč in preferenc potrošnikov, kar se tiče različnih sistemov reje govedi. Izvedli bomo demonstracijske prikaze dobrih praks, organizirali dneve odprtih vrat na izbranih kmetijah in pripravili bomo priročnik s priporočili za zmanjšanje emisij, optimizacijo kroženja hranil in učinkovitejšo rabo razpoložljivih resursov na nivoju govedorejske kmetije. V zadnjih tednih smo se ukvarjali z izvedbo fokus skupin, in sicer z rejci. Smo proučevali prednosti in slabosti različnih sistemov reje govedi z vidika dobrega počutja in zdravja živali, potem emisij amonijaka in toplogrednih plinov, kroženja hranil in pa tudi zanimalo nas je, kater sistem je pri rejcih boljše sprejet oziroma kakšno imajo percepcijo od različnih sistemov namestitve govedi. Dosedanji rezultati izvedenih 5 fokusnih skupin z 45 kmeti kažejo, da gre za veliko pomanjkanje komunikacije in izmenjave izkušenj med kmeti. Ključna dejavnika uvedbe novega sistema namestitve sta predvsem delovna učinkovitost, strošek nasilja in pa sama velikost investicije. Kar se tiče kroženja snovi, ugotavljamo, da večina nižinskih kmetov ima kot glavno organsko gnojilo gnojevko. Ti kmetje se dostikrat počutijo kot kriminalci ali psi na ketni, kjer morajo upoštevati številne omejitve in pravilnike za pridobitev neposrednih plačil in pa za samo kmetovanje. Biodiverziteta za njih ni tako pomembna, ker je najpomembnejša je kakovost krme. Ekološki kmetje pa menijo, da je kompost najboljše organsko gnojilo in za njih je skrb za biodiverziteto tudi pomembna. Kar se tiče okoljskega vidika, večina nižinskih kmetov meni, da kmetijstvo ni krivo za izpuste toplogrednih plinov in da pri intenzivnem načinu kmetovanja so emisije toplogrednih plinov na enoto proizvoda manjše kot pri ekstenzivnem načinu kmetovanja. Nasprotno pa ekološki kmetje menijo, da je kmetijstvo soodgovorno za emisije toplogrednih plinov in po njihovem mnenju sta paša in kompostni sistem namestitve govedi najboljša glede minimalnih izpustov toplogrednih plinov. Povprašali smo jih tudi, kje vidijo ovire pri razvoju njihovih kmetij in glavne ovire predstavljajo okoljske zahteve in ukrepi, pomanjkanje kmetijske zemlje, problem pridobitve gradbenega dovoljenja v okolici mest, predvsem v smislu dolgotrajnih postopkov, birokracija pri gradnji hlevov in pridobivanju podpor, velik uvoz nekakovostne hrane v Slovenijo, šibka organiziranost kmetov in pa napadi zveri ter problem divjadi. V naslednjih 12 mesecih se bomo ukvarjali s popisom stanja in krogotoka hranil, procesov, inputov in outputov na nivoju govedorejske kmetije. Izvedli bomo testne meritve emisij amonijaka, ogljikov dioksida, metana na izbranih kmetijah. Spremljali bomo mikroklimo hleva in pa ukvarjali se bomo z preferencami oziroma želimo ugotoviti preference in stališča potrošnikov do različnih sistemov reje govedi z vidika počutja in zdravja živali, okoljskega vidika, kakovosti in cene mleka ter mesa. Pripravili bomo pa tudi predloge za izboljšave na osnovi meritev, analiz, študij literature in dobrih praks iz tujine, kar se tiče kroženja hranil, emisije amonijaka in toplogrednih plinov. Sami rezultati našega EIP projekta bodo uporabni tako za rejce krav muznic, kot tudi za rejce krav dojil, za kmetijsko svetovalno službo in raziskovalce, za kreatorje kmetijske politike in tudi za širšo javnost v smislu boljšega razumevanja delovanja govedorejske kmetije. Kar se tiče trikotnika znanja, pogled rejcev je v tem smislu, da sodelovanje v tem projektu vidijo predvsem v smislu povečanja znanj na področju tematike projekta in pa boljšega razumevanja procesov, ki so ključni za trajnostni razvoj naših kmetij.
Svetovalci menijo, da na osnovi sodelovanja z raziskovalnimi organizacijami na eni strani in z rejci na drugi strani bodo pridobili pomembna uporabna znanja z področja tematike projekta, ki bo potem ključno za njihovo uspešno delo v bodoče in za prenos uporabnih ter na naših kmetijah preverjenih znanj v prakso. Za raziskovalce pa sodelovanje v projektu predvsem omogoča sodelovanje z različnimi partnerji, daje priložnost za reševanje praktičnih problemov, s katerimi se soočajo slovenski rejci v različnih pogojih kmetovanja. Znanje in izkušnje iz mednarodnih projektov bomo lahko tudi preverili v praksi. Hvala za vašo pozornost.